Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage. Ina je z nami, lepo zdrav. Lepo zdrav, dobro jutro. Ina je tista, ki ima v sredini imena Jim svoj I, levo od nje je J za Jureta in pa desno M za Matica in skupaj ste zasedba Jim. In v studiu si zdaj zato, da poveš, da ste eni izmed zmagovalcev letošnjega natečaja Standouts 2023 in da vas čaka koncert. Kaj od tega je bilo tisti razlog danes zjutraj, da si rekla, malce glasu bo potrebno pripraviti in koncert bo ta pravi? Kaj pa vem, v bistvu malo je stresno, no. Zagotovo je to najbolj zgoden koncert, na katerem sem bila, no, vsaj jaz. Verjetno sta Jure pa Matic že kdaj prej bila v kakšni taki situaciji. No, nič, stali smo se ob 3. Ob 3? Ja. Pa niso prišli z drugega konca Slovenije, Helena, si slišala? Kaj je pripravljenost, ne? Sprašujem se, če so imeli še prekakšne vaje. Ne, v bistvu samo sam pri sebi nek jutranji ritual. Pa ne vem, recimo jaz si mora se mi glas zbuditi, no. Tak da. Pa je pogumna. Ja, če jo kdo zjutraj po strani pogleda, se glas prebudi ali se zbudi s kavo, recimo, ali s čajem? Z veliko vode, ampak definitivno je prva kava, ja. To je tista stabilizacija, ne, temelji vsakega resnega umetnika, tudi zjutraj. Če še malce povemo, seveda še o drugih članih na začetku, kdo sta Jure in Matic, tudi glasbenika najbrž, ne? Tudi glasbenika, ja. Matic je klaviaturist in producent, Jure pa bobnar in v bistvu soavtor komadov, no, večine komadov. Sta tudi Štajerca, tako kot jaz, tako da smo vsi domači. Kaj bi še povedala? No, se lahko vprašam, ne? Ja. Glasba je v tvoje oziroma vaše življenje prišla kot tista mladostniška želja, kot tisti hobi, kot resen poklic, kot prostočasna dejavnost. Kaj je za vas glasba? Začelo se je zagotovo kot hobi. Potem pa Jure, recimo, rečemo temu, še nekak najbolj profesionalen glasbenik, tudi študira jazz bobne v Celovcu. Matic ima drugo zaposlitev, jaz pa v bistvu zaključujem študij turizma, ampak tudi v bistvu si želim povezati glasbo in turizem, no. Tako da zagotovo je glasba ena izmed glavnih, bi rekla, okupaciji, recimo, tudi metalnih. Tako. Zasedba Jim se je našla verjetno že po kakšnih prejšnjih sodelovanjih, kjer ste vsak zase kaj igrali ali kako? Jure in Matic sta že prej sodelovala v različnih zasedbah, eni tudi bolj resno, no. Smo se pa čisto naključno spoznali na eni žurki, ker sta ona dva igrala, jaz sem bila pa tam s prijateljicami in v bistvu sem spontano, kar se ni zgodilo, prvič stopila na oder in z njimi zapela in od takrat naprej smo ostali v kontaktu, no, in skupaj sodelujemo. In koliko recimo se je zdaj že nabralo materijala, najbrž ste začeli resno delati, ne? Začelo se v bistvu na enem natečaju, no, za avtorske skladbe, Slovenska nota. Tam smo še delovali torej pod mojim imenom, torej kot Ina. Smo se pa potem nekako odločili zaradi atraktivnosti, pa ker itak skupaj delamo vse, da se kar poimenujemo Jim in smo kar trio in to nas nekako najboljše predstavi. Bila sem jaz tudi še kot Ina na Emi Fresh 2022, tako da ja, no, recimo, da se je naša pot začela 2 leti nazaj, no. Všeč mi je ta skromnost, ne, Helena? Ta modest pristop, ne, da ker nekateri se na danes zbudijo in so že zvezde, ne? Ja, predvsem pa je zanimivo tudi to, ne, ko človek tako malce išče na spletu vaše ime, ne, je treba globoko zajeti, ne. Ja, še zaenkrat, no. Trudimo se to v bližnji prihodnosti spremeniti. Nismo še izdali recimo tudi tega komada, ki je v bistvu razlog, da smo mi danes tukaj.
ampak v bistvu pripravljamo EP, tako da bo tale komad in še 4 drugi bojo gor in bomo potem nekako počasi single začeli lansirati. Bi se pa absolutno radi predstavili z večjimi deli. No in tudi osnove tega bomo danes seveda slišali na nastopu. Da si malce vzamemo premora, Stacey Ryan in Fall in Love Again, glasbeni izbor. Tvoj ali od kolegov benda? To je moj glasbeni izbor, ja. Je bila kar viralna pesem na TikToku. In glede na to, da so meni res zelo blizu te pop melodije, no, sem si izbrala to. Všeč so mi tudi njeni rani oziroma laufi, no, kako bi se temu rekla. Tako da ja, to je moj izbor. Dobro, prisluhnimo in potem seveda nadaljujemo s pogovorom. Radio SI, Main Stage. Radio si Main Stage, Ina je z nami od zasedbe Jim, en izmed zmagovalcev Standouts 2023. Tale je bila malce bolj funky R&B. Jim, ste kaj v osnovi pop rockerji ali še nedefinirano, recimo, kaj bo prineslo? Vsem nam je najbližje pop glasba, no. Tudi naši komadi so zelo pop, ampak se jih potrudimo mogoče začiniti z malo bolj alternativnimi ali pa rock elementi, tako da bi rekla, da se najdemo nekje v alternativnem pop rocku, no. Se pravi, recimo glasba, ki jo v studiu recimo posnameš morda na nek način, ne? Ampak na koncertu si pa daš mogoče malce duška, malo večji groove, mogoče malce bolj kitara, tudi ti prezentno vokal ali kako? Ja, se trudimo, no, da nekako še nadgradimo live nastope. Absolutno je bolj... Mislim, glasba je živa stvar, no. Tako da nikoli ne bo isto kot na studijski in mislim, da je tako tudi pravno. No, najbrž se za ustvarjanje glasbe odločiš tudi zato, ker je to reč, ki se igra v živo in se nastopa, ne samo zato, da bi v dnevni sobi si brenko in se posnel in poslušal samo samega sebe, ne? Odvisno, koliko izkušenj imaš z nastopanjem. Moram reči, da meni je komaj v zadnjem času nekako postalo nastopanje užitek. Velikokrat prej me je totalno povozila trema, ampak se učiš, no, skozi izkušnje, skozi kikse in potem začneš na eni točki uživati in v bistvu se to tako na hitro zgodi, da sploh ne veš kdaj, ampak je fajn. Kaj pa tisti kritiki, recimo, ne? Je to kritika znotraj benda, publika že po kakšnem nastopu, družinski člani, prijatelji, drugi glasbeni kolegi, tisti glas, kateremu prisluhneš in rečeš, ja, morda pa je res bilo nekaj na tem? Najbolj znotraj benda. Dejansko se mi zdi, da je Matic tisti, ki je najbolj pikolovski. On je nekako največji perfekcionist. Absolutno pa imamo tudi veliko glasbenih kolegov, tudi recimo glasbene družine, ki v bistvu damo veliko na njihovo mnenje, no, in na njihove napotke. Tako da od vse povsod, ne. Moraš pa potem vseeno izluščiti, kaj boš poslušal, kaj boš mogoče res poskusil spremeniti, ne, da še vseeno ostaneš zvest sam sebi in svojemu zvoku, no. Ostati zvest samemu sebi in svojemu zvoku, ne, Helena, smo veliko glasbenikov že tukaj imeli, ampak nekateri so bili že kar hitro determinirani in ne odstopajo, ne, nekateri pa tako kot Ina še ustrajajo v tem, da je nekaj prostora za razvoj, ne. Ja, pa glede na mladost, ne, je to tudi izjemno spodbudno, ne, kajti ste še mladi, ne, vsi trije. Ja, tako. No, recimo, zdaj bi mogla reči hvala za kompliment, no. No, glede na to, da si omenila, da še seveda tudi vsaj 2, ne, še zaključujeta študije, to že posreden dokaz, da ste še zmeraj mladi, ne, da lahko. Je pa res, da se je danes že termin mladost raztegnil vsa tja do 40. leta, ne. Se pravi, mladi so vsi... To se samo to lažeš, Borut. Do 40, pa kaj, ne. A veš,
statistika pove svoje. Res je. Ne? Včasih je bil Abraham tako pomemben, ker je bilo potem konec. Ne? Ja, in vsi tisti otroci, ki smo tja prihajali, smo si mislili, ojej, Ja. ti pa Zdaj so že pa v letih. počasi že kakšno cipreso naročimo, ne? Ja, ali ne. pa kaj takega. Danes je zgodba drugačna. Ja. Danes se pogovarjamo o glasbi in o zasedbi Jim. Preden greš še na kratko pauzo oziroma na uigravanje, ne? Koliko je tistega driva pred nastopom. Ne? Prej si dejala, da si zdaj počasi že začela uživati tudi na nastopih. Najprej vaja, potem je nastop, zdaj bo še kamera zraven, ne? Tudi video spoti so recimo reči, ki prihajajo. Ne? Kaj je tisti naboj potem, ne? Ko se rečeš, ok, Ina, zdaj se pa zberi, zdaj pa gre zres. Dejansko, po mojem, zadnja sekunda, preden stopim na oder ali pa preden se kamera vžge, en zadnji globok vdih in ponavadi si sama sebi rečem, imaš to, in potem sam na polno nek alter ego vklopim in ne vem, to je to, no, v bistvu. Dobro, zdaj bomo poslušali Hoffmana in Preproste stvari. Ti prideš čez dobre pa ure nazaj in bomo videli, ne, kakšen je bil vtis pri uigravanju in pri spoznavanju Mainstagea. Hvala za enkrat. Hvala. Radio SI Main Stage. Radio SI Mainstage, zasedba Jim, Ina ponovno z nami. Ja. Malce že ugreta, malce bolj sproščena, malce bolj ve, zakaj se gre danes tukaj. Ja, res je. Malo treme je šlo stran, no. Še vedno malo ostaja, zato da bo nastop upam, da boljši. Ampak ja, imate zelo fajn sproščeno vzdušje tule. No, vidiš, jutra niso zmeraj slaba za koncert. Ne? Niso. Koliko smo videli, imate zraven še torej, klaviature, kitara, bas kitara, kongi, bobni, tvoj vokal. 16 je. 6. 3 plus 3 gostujoči za nastop. Ja, tako. Tako smo se sestavili, takle nam deluje. Imamo sicer še matrice zraven, ampak načeloma pa se trudimo, no, da čim bolj zapolnimo zvok. Geografsko ste tudi vsi tam nekje blizu doma sicer tudi? V kakšnem bližnji okolici recimo? Ja, načeloma vsi izhajamo iz Slovenskih Konjic Zrečno. Razen, dobro, kitarist je Ljubljančan, ampak je že skoraj naš, no, glede na to, koliko časa skupaj preživimo. Poglej, jaz bi rekel tako, ne, pač on ne stoji v zastojih, ko se vozi v Konjice, ne? Konjičani, ko gredo v Ljubljano pa, ne? To pa je res. Kakšna izkušnja, kako iz Konjic v Maribor pa Ljubljano, Helena? Ja, ne samo kakšna, kar prenekatera, ja. Vsaka pa je bila čudovita. Sicer, kaj lahko poveš o današnjem špilu? Naslove komadov, koliko komadov, žanrsko, kakšno ozadje? Ja, pripravljenih imamo 6 komadov. Vsi so avtorski. Imajo eni mogoče malo čudna imena. Ne bi mogoče še preveč izdala zaenkrat, glede na to, da bojo komadi nekako prvič izvedeni javno, tako da bom pustila malo presenečenja za kasneje. No. Dobro, ok, avtorstvo, dejala si, kakšen je potem ustvarjalni proces? Za besedila si ti, za glasbo so fantje ali ste vsi za vse? Dejansko smo vsi za vse, ali pa nekdo ima neko idejo in jo potem skupaj razvijamo. Zdaj, včasih pride Matic kako idejo za melodijo, pa se potem naredi tekst gor. Včasih jaz prinesem kak catchy refren in že s tekstom in potem, ne vem, se naredi še naknadno kitica in pol produkcija. Tako da čisto odvisno. Načeloma pa delamo vse skupaj, no, smo vsi vključeni v vse dele procesa, no. Tudi mi dva z Juretom sediva zraven Matica, ko producira, išče različne sounde, no, tako da. Torej, ali so vse najlepše pesmi že napisane, Helena, očitno ne drži, ne? Verjetno ne, zagotovo ne. Upamo, da ne. Ampak imaš pa včasih feeling, ne, ko kakšna melodija prije ali kaj, pomislite kdaj na to, je to čemu podobno, smo to komu ukradli, je to kaj ali ne? Ja, pa se mi zdi, da imam jaz največkrat tak strah, no. In pol razmišljam, ker nočem, da pride v situacijo, ne, da bi kdo rekel, da sem jaz kaj vzela, čeprav zagotovo si nekako, je nek vpliv iz glasbe, ki jo poslušaš in res je težko si izmisliti nekaj popolnoma novega.
lahko pa pač probaš iti v neko drugo smer. No. No, k sreči, da danes so tudi glasbeni programi, ki pomagajo odkriti te reči. Ne? Ja, sem hotela že reči, umetna inteligenca verjetno tudi tukaj že dela svoje. Ne? Ampak, Jim, uporabljate umetnost in inteligenco, ne še zaenkrat umetne inteligence. Ja. Imamo mi nekaj zanimivih vprašanj pripravljenih ponavadi, če si že zasledila, ne? Helena ti bo povedala, kaj in kako. Okay. Sedaj še tisti dodatni sprostitveni faktor, da se povsem sprostiš. Prva asociacija je načeloma najboljša. Okay. Ja, tvoj prvi jutranji ritual. Kava. Pol pa se lahko začnejo ljudje z menoj pogovarjati. Omenila si strah pred nastopi in podobno. Je bil kakšen poseben način, da si se tega lotila? Začela sem malo bolj verjeti v sebe, v svoje sposobnosti, pa malo sem si nek alter ego ustvarila. No. Omenjala si glasbo in turizem, verjetno to ne v sklopu, da bi nekoč igrala na nekem terasnem bendu na Hrvaškem, ne? Kako? Bi naj to izgledalo? Glasbeni turizem v obliki, torej na slovenskem področju, predvsem kakšne glasbene ture, ne vem, muzeja narodno-zabavne glasbe imamo, no, tako da to v bistvu tudi raziskujem zdaj za magistersko in upam, da bom še malce razvila tole naprej. Romantično razpoložena ali bolj realistično razpoložena? Definitivno realistična. Si bolj tip Facebook galerije ali imaš dobre klasične stare albume? Oboje. V bistvu parkrat na leto si razvijem fotografije, ki še niso v albumih zaenkrat, jih pa imamo v fizični obliki. Zelo pohvalno. Zadnja knjiga, ki si jo prebrala in bi jo priporočila? Biografija Freddija Mercuryja. Če bi si želela s kom deliti svetovni oder, kateri glasbenik ali glasbenica bi to bila? Dobro vprašanje. In podvprašanje, zakaj? Glede na to, da sem odraščala s to glasbo, bi rekla mogoče, ne vem, Beyoncé, Christina Aguilera, kar je v bistvu kar streljanje visoko, ampak nekako sta mi obe vzor vokalno, tako da kdo si ne bi želel, no, tisti, ki je bil rojen konec 90-ih. Če pa bi te en slovenski band, pa recimo temu z moškimi predstavniki povabil k sodelovanju, katerega klica bi se najbolj razveselila? Nobenega, ker imam dovolj moških že okoli sebe. Čudovit odgovor in izgovor. Pa za konec še, če bi se danes sebe srečala kot najstnico, kaj bi si svetovala? Vztrajaj in ostani zvesta sama sebi. To je to. Ina, hvala. Hvala. Vidiš, je nekaj romantičnega, pa vseeno zadaj, ne? Ni sam realizem. Ja, no, podpiram ljubezen do samega sebe, čeprav včasih se mi zdi, tudi sama rabim opomniki ali pa pridejo slabi dnevi. Pa vseeno, no, se mi zdi, da vseeno moraš biti zadovoljen s tem, kakršen si. Ja, pa ne preveč vremenske napovedi gledati za naprej. Ne? Ja. Dobro, Stili Dan bomo zdaj poslušali, potem pa nadaljujemo. Stili Dan je prišla strani. To je pa izbira Jureta, našega bobnarja. On je v bistvu in po duši in po izgledu nekako bolj, nanj bolj vpliva neka ta 70-ta, no, stara rock glasba, tako da je to on izbral. Ja, to je to. Ne vem, kaj še naj drugega povem, bi on verjetno boljše, ampak ja, Steely Dan, no, en izmed njegovih najljubših bendov. Naslednjič mu potaknemo CCR ali pa J.J. Cale, recimo. Ja, ali pa Eagles je mogoče. Dobro. Radio SI Main Stage. Tako 39 minut, še dobre pol urce do koncerta Main Stage, zasedba Jim. Ob glasbi in ustvarjanju je seveda potrebno poskrbeti tudi za prepoznavnost, ne? Imamo Facebook, pa Instagram, pa omenila si TikTok. Tu boste najbrž postali še bolj aktivni, kdo bo skrbel za to?
Ja, sej se trudimo, v bistvu zdaj smo se začeli truditi, da bi malo bolj začeli objavljati, ampak se nam zdi nekako nesmiselno objavljati kar nekaj, no. Radi bi imeli kvalitetno vsebino, tako da zato smo mogoče zaenkrat še malo bolj v zaostanku. Ampak ja, bomo, no. Mislim, itak je to zelo pomembno v današnjih časih, ampak trenutno se bolj posvečamo glasbi, no. No, kar je tudi prav. Ampak recimo, kaj pa kak videospot je tudi v načrtu, recimo za Mavrično telo ali kaj takega? Je v načrtu, ampak bomo najprej izdali EP, potem pa bomo single počasi začeli izdajati. Tako da, ja, no. Kot sem že prej rekla, v bistvu bi radi, da si nekako stvarijo lahko sliko o nas, poslušalci, na podlagi večjih komadov, no, kot pa samo na podlagi enega. Tako kot je nekdaj tudi bilo, ne? Najprej je bila glasba, potem pa je prišlo vse skupaj. EP je ponavadi tam nekje 4-5-6 skladb. 5, no, 5 planiramo, mogoče 6, gledam, da imamo 6 pripravljenih, imamo še sicer materijala, da bi verjetno lahko tudi cel album izdali, ampak mogoče je 6 za prvo izdajo dovolj, 5-6. Malce smo izven etra načela tudi jezik, ne? Bodo vsi v slovenščini komadi ali tudi kakšen v angleščini? Lahko, ker samozavestno rečem, da ja. Da delamo v slovenščini, delamo za slovenski trg, ta jezik nam je tudi najbližje, najbolj ga začutimo in zaenkrat ni v načrtu, no, da bi še v kakem drugem jeziku ustvarjali, mogoče kdaj v prihodnosti, ampak zaenkrat pa ostajamo pri našem maternem jeziku. Prijavili ste se tudi na naš natečaj Standouts 2023. Kakšna je izkušnja recimo za band? Je nek rok, je potrebno izpolniti nekaj, je potrebno neki demo poslati? Kakšna je izkušnja recimo z natečaj? Tukaj imam eno zelo zabavno zgodbo. Mi smo zelo tako naravnani, da vse delamo zadnji čas. In tudi prijavo za Standout smo oddali zadnji dan ob 23, 59 in 59 sekund. Čisto na zadnjo sekundo in potem smo upali, da bo sprejeto, da smo še prav čas poslali. Tako da ja, nekako si ustvarjamo veliko nepotrebnega stresa, ampak na koncu vseeno naredimo stvar do konca, tako da mislim, da je ok. Morda je bilo lažje, da so poslali preko klika, ne? Če bi preko železnice, bi verjetno pa veš, kako je to zamudili. Preko klika, ne? Ponavadi gre vse narobe, ne? Ja. Internet, cugrunt in tako dalje. prevelik file pa. Ja, tako. Zdaj bova načela ta realizem od Ine, ne? Ki ga je izpostavila. Da, ne? Kar se tiče same glasbe, minutaže niste gledali, ne? Greste po feelingu, ne? Pa je 3 minute, ali je 4, ali je 5? Ja, mislim, nekako smo si zastavili, da ne bi bilo preveč dolgočasno za poslušalce. Malce smo dodali, no, načeloma so naši komadi dolgi tam po 3 minute, ampak zdaj smo si pa malo daljše verzije privoščili. Da potem seveda ni tistih 2 minuti in pol, kot je zdaj pač trendi, ne? 2-krat ponoviš in pomahaš s TikToka in je konec, ne? Ja, malo dlje bo potrebno pozornost obrniti na nas, no. Dobro, jaz mislim, da smo povedali, kaj smo imeli, zdaj že, Helena, pričakujemo seveda tudi koncert, ne? Ja, vsekakor. 15 čez, tako da pol ure, Ina. Ja. Še malce opevanja, pa bo čudovito. Ja. Gledati v kamero, koliko je izkušenj s tem? Do zdaj že kar nekaj, no. Nekih televizijskih nastopov, no. Zdaj lahko govorim zase. Matica in Jure absolutno imata več izkušenj kot jaz, ampak ju počasi dohajam, no, se mi zdi. Tako da ja, koketiranje s kamero načeloma mi ne dela težavno. Si koga predstavljaš tam? Včasih so rekli, predstavljaj si, ne vem, ne? Pa bo lažje. Ali gledaš v lečo? Nisem si še nikoli nikogar predstavljala. Mogoče pa kdaj poskusim, no? Če bo slučajno lažje, ampak mislim, da predstavljaj si, da moraš potrebe. navdušiti Beyoncé, ne? In da je namesto kamere tam Beyoncé. Ne. Ne? Prevelika trema, ne? Mislim, da bi.
prevelika trema. Mislim, da si sploh ne bi upala Kontraučinek. Ja. Dobro, verjamem, da boste našli pravo mero, da vam bo danes uspelo in da boste ustrajali in seveda želim uspešen koncert, ravno dovolj treme, da ne bo preveč in dobro izvedbo. Hvala. Radio SI Main Stage.